Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Danes z nami Borut Horvat, župan občine Turnišče. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi v studiu, kot tudi vaši gledalci. Letošnje leto je zagotovo drugačno leto, kot smo bili vajeni nekako minula leta. Tudi v vaši občini ste nekako zaradi epidemije koronavirusa prilagodili oziroma bo praznovanje občinskega praznika letos, oziroma je bilo letos drugačno. Kako je potekalo, na kakšen način ste se nekako prilagodili? Jaz moram povedati, da smo že kar precej pred občinskim praznikom, ki je 16. novembra, nekako zastavili več možnih scenarijev. Tako da dobro, da smo teh več možnih scenarijev takoj začeli tudi uresničevati, da smo še pred temi ukrepi dejansko potem nekako zastavili, da bo v virtualni obliki, da smo vse te prispevke, ki so bili predstavljeni, tudi posnemali pred samimi ukrepami. In mislim, da je kar dobro izpadlo. Zdaj pač malo drugače kot vsa pretekla leta, upamo, da zadnjič, da bo že drugo leto pač normalno, proslava pa potem tudi podelitev občinskih priznanj. Katere načrte je nekako še ta epidemija koronavirusa spremenila pri vas v občini, oziroma kaj ste se nekako mogoče mogli še prilagoditi? Ja, zdaj prilagodili smo se potem v drugi polovici leta tudi z rebalansom proračuna, se pravi dva velika projekta, ki sta bila vezana na evropska sredstva, sta se premaknila v leto 2021. Da ta dva projekta bomo poskušali v letu 2021 izvesti. Vse ostale projekte moram reči, da smo kar hitro začeli takoj po novem letu, se pravi po sprejemu proračuna, in smo tudi uspešno do konca izpeljali. Nekaj manjših tudi, bom rekel, tudi drugih projektov, ki so bili vezani na lastna sredstva, še ostalo nam dejansko v izvajanje v naslednjem letu, in pa potem dejansko vsi prihodki iz tega naslova so se prenesli v leto 2021. Nazadnje, ko ste bili pri nas tukaj v studiu, sva se pogovarjala o izgradnji kolesarskih stez. Kako daleč so zdaj ti projekti, so kateri že zaključeni, še kateri v teku? Ja, zdaj ravno je v zaključku, se pravi projekt kolesarska steza od krožišča v Gomilici do romskega naselja. Tu je bil tudi upravljen prevzem, se pravi zdaj še čakamo samo, da se uskladi, se pravi koliko je dejansko končni obračun, se naredi pa potem, da to še poravnamo. Zdaj nekako čakamo še z drugo kolesarsko, se pravi Gomilica Lipa, kaj se bo zgodilo na dogovor o regiji, ali bo uvrščeno na listo ali ne bo uvrščeno. Nekako v drugo leto pa že tudi se dogovarjamo z Direkcijo Republike Slovenije za ceste, da bo pričela z gradnjo kolesarske povezave Turnišče-Renkovci, da nekako potem ta krog sklenemo, se pravi, da se bo lahko dalo z skrajnega, bomo rekel, vzhoda na zahod priti po občini že po kolesarskih stezah. Kateri so pa nekako še tisti drugi projekti, ki potekajo v občini trenutno? Ja, zdaj trenutno je v fazi razpis za spremembo namembnosti objekta Rodovitove fitness, se pravi, tu smo pred zaključkom izbire izvajalca. Nekako smo potem tudi zastavili načrte že za naslednje leto, zdaj moram povedati, da smo dejansko imeli že proračun za leto 2021 v prvem branju, se pravi, sedaj je proračun v javni razprave. Tako da nekako, če malo rišem, glede proračuna, nekako pričakujemo prihodke v višini 2 milijona 912 tisoč, nekako odhodki v višini 3 milijona 346 tisoč. Seveda med prihodki in odhodki je razliko v višini 433 tisoč, pa bomo pokrili sredstev na računu, se pravi na dan 31.12. Se pravi, da smo v letu 2020 kar precej sredstev privarčevali, ki jih bomo potem tudi uporabili v naslednjem letu v samem proračunu. V sami občini imate kar nekaj podjetij, ki zaposlujejo tako domače kot tudi, ne vem, občane okoliških vasi, občin. Kakšno je nekako stanje? Imate mogoče podatke, je epidemija vplivala na zaposlovanje, so bila potrebna kakšna odpuščanja mogoče? Zdaj, glede odpuščanja ni bilo potrebnih, se moram reči, da kar precej problemov imajo že za samimi pridobivanjem novega kadra. Moram reči, da zdaj najštevilčnejša generacija dejansko odhaja v pokojnino, se pravi v penzijo, po domače povedano, in dejansko je težava pri pridobivanju, se pravi mladih iskalcev zaposlitve. Tako da vse tri večje firme, ko so, se pravi Paradise, Planika in pa Agrokorn, nekako krmarijo v tem obdobju, imajo kar konstantno naročila, kar je še toliko za podjetje Paradise tako vezano na kmetijsko pridelavo, ker dejansko kmetijska pridelava ni bila toliko prizadeta. Prav tako pa tudi ima dolgoročne pogodbe podjetje Planika, se pravi za tuji trg. Nekako Agrokorn se bo tudi ukvarjal z kmetijsko-živilsko industrijo bolj v tej smislu in tudi nekako potem to tu ni vplivalo toliko na same razmere. Kakšen pa je nekako potencial za razvoj v poslovni coni? Ja, zdaj toliko moram dejansko povedati tudi, da smo že pridobili vlogo za izdajo projektnih pogojev, se pravi tega investitora podjetja Teramar. Sedaj bomo izdali tudi projektne pogoje.
Načrtujemo pa tudi z spremembo občinskega prostorskega načrta še širitev te poslovne cone, se pravi, da bi še dejansko razširili za potrebe tudi drugih investitorjev, ki se pojavljajo. Tudi zdaj v načrtu razpolaganja imamo dejansko še odkupljene parcele predviden, da potem tudi zakrožimo, se pravi, pred to, ko smo zdaj prodali podjetju Terramar, še nekako imamo nekje 50 do 80 arsko parcelo, ki bi jo tudi želeli čim prej odprodati, da bi se dejansko začela pridobivati po neko delovna mesta v občini. Potekajo pa ne samo gospodarstvo, tudi nekateri projekti na področju turizma. Seveda, nekako smo se zdaj ciljno orientirali v drugem delu mandata na turizem, na razvoj turizma. Pripravljamo tudi en projekt, ki ga bomo prijavili na LAS program, se pravi ureditev Vtica s sanitarjami na parkirišču pred cerkvijo. Tudi v ta namen smo odkupili še en del parcele in tudi na tem delu parcele bomo potem uredili parkirišče. Potekajo pa tudi dogovori z župnijo, da bi tudi potem nekako vse skupaj dejansko turizem povezali, se pravi romarsko središče, potem tudi kot destinacijo romarsko središče in pa potem te večje, ko so po občini, se pravi turistične produkte, da bi lahko potem nekako tržili nazven tudi. Na zadnji občinski seji je občinski svet obravnaval tudi projekt gradnje centra za zaščito in reševanje. Kako nujen je pravzaprav ta projekt? Zdaj dokaj nujen, bom rekel, zato ker dejansko v ostalih treh vaseh so urejeni prostori za prostovoljna gasilska društva, medtem ko v Tunišči ni bilo to urejeno do sedaj. Sedaj so dejansko v prostorski stiski in dejansko tudi na treh lokacijah imajo vso opremo. Tako da poleg tega pa tudi želimo ta projekt nadgraditi še potem za civilno zaščito in pa potem za gasilsko zvezo. V drugem delu pa potem tudi za občane. Nekako planiramo, da bi zgradili eno večjo dvorano z vsemi pripadajočimi, se pravi od kuhinje do manjših garderob. V nadstropju bi potem zagotovili za našo strelsko društvo tudi sodobno strelišče, kar tudi podpira dejansko Strelska zveza Slovenije. Je to eden večjih projektov, kateri bi potem tudi pokril te športni del, se pravi, da bi izkoristili že z eno gradnjo, se pravi 2 stvari, 3 stvari pokrili skupaj. Več stvari na enem mestu. Seveda, to je tudi cilj, da vse, kar objekte delamo, dejansko delamo ne samo za določeno ciljno populacijo, ampak da je čim širši krog uporabnikov. Na začetku sva nekako že dejala, da je epidemija koronavirusa vplivala na izpeljavo občinskega praznika. Kako je nekako s temi decembrskimi dobrimi možmi, Miklavž, Božiček? Zdaj moram reči, da je tudi vse v okrnjeni izvedbi dejansko. Zdaj Miklavž so se organizirali kredne skupnosti, povedal tak, in so potem tudi uredile tako, da je otroke Miklavž pozdravil po vaseh. Zdaj isto tudi pripravljamo za božičkovanje. Zdaj, tradicionalno obdarovanje, ki je bilo v Jeričevem domu, je sedaj prešlo v drugo fazo, se pravi, otroci dobijo darila domov, se pravi, to je prevzelo že od leta 2019 osnovno šolo Tunišče z vrtcem, tako da zdaj mislim, da so ravno ta teden dobili otroci darila že domov. V sredo, se pravi, jutri pa bo Božiček pomahal vsem otrokom po vaseh, se pravi, bo se peljal po vasi, pa potem, da bo vsaj otroci lahko videli tudi. Konec leta je nekako tudi priložnost, da pogledamo nazaj, pogledamo naprej. Če pogledate nekako leto 2020, če nekako izzameva epidemijo, ki je zagotovo zaznamovala naše življenje, pa kljub vsemu, kakšno je bilo leto 2020 za vašo občino, kateri so nekako tisti dogodki, projekti, ki bi jih posebej mogoče izpostavili oziroma smo vam ostali nekako v spominu? Zdaj moram povedati, da smo mi kar leto 2020 uspešno, če zdaj odzamemo epidemijo, zaključili. Zdaj vse načrtovane projekte smo izpeljali razen teh dveh, ko sem že prej omenil, ki sta bili vezani na evropska sredstva in smo jih pač morali prestaviti v naslednje leto zaradi financiranja se strani države oziroma EU sredstev. Vse ostalo smo pa kar dobro izvedli. Zdaj da smo kar vložili nekaj sredstev v vrtec, v šolo, v zdravstveno postajo, kar bomo tudi nadaljevali v letu 2021. Potem te kolesarske povezave, ki so nekako meni tudi, bom rekel, malo prioritetno. Sedaj dejansko na prioritetni listi, da potem to zagotovimo. Določene stvari smo proti koncu leta žal zaradi vremenskih razmer morali predstaviti v izvajanje v januar-februar, tako da to bo pa tudi tekom tega januarja-februarja tudi urejeno še. Kakšne so nekako želje, načrti za prihodnje leto? Zdaj kar nekaj večjih projektov je, za nekako, če tako povzamem, po predlogu proračuna imamo kar 27 projektov, od tega jih je 6 novih, se pravi, nekaj jih je stalnica, ki se vsako leto ponavlja dejansko. Če te nove naštejem, samo se pravi, kot sem že premenil, spremembo namennosti objektov rodovito v fitness, se pravi, ko bo to končano, spet potem sledi naslednja faza spremembe večnamenskega objekta, ki je sedaj fitness v vrtec, ker rabimo 2 oddelka vrtca. Potem naslednji je gospodarska cona Turnišče, se pravi, ureditev ceste do gospodarske cone Turnišče.
To je bilo vezano tudi potem na predstavitev iz leta 2020-2021, potem kolesarska povezava Turnišče Dobrovnik-Lendava, ki je tudi prav tako bila vezana na evropska sredstva, oziroma je še vezana na evropska sredstva. Zdaj dva projekta LAS imamo, se pravi, eden je LAS projekt Skrbna skupnost za skupen razvoj. V tem projektu nameravamo urediti sodobno balinišče na Polnovščeku domačiji ter urediti dvorišče Polnovščeku domačije. Medtem ko drugi projekt je pa medlastni projekt, se pravi kolesarska veriga na podeželju. Tu pa ravno mislimo na parkirišču, se pravi nasproti cerkvi, urediti tudi izposojo koles. Ga nadgraditi s tem projektom, ki sem že omenil, na katerega se bomo prijavili, upam, da bomo uspešni, da bi še spostavili tam tic s sanitarijami in nekako zaokrožili to turistično ponudbo. Potem, kot sem menil, kolesarska povezava Turnišče-Renkovce, se pravi, to je še, bom rekel, dolg direkcije Republike Slovenije za ceste iz leta 2012, se pravi, ob sanaciji ceste skozi vas Turnišče, se pravi, od Renkovec do Črenšovec je ta del ravno izostal. Potem Pasike, kar je tako najbolj aktualno. Za zadnje informacije moram povedati, da je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Se pravi, nekje načrtujem, da se bo spomladi začelo nekje marca, aprila začela gradnja prvih 2 stanovanjskih enot. Načrto so 6 stanovanjskih enot, nekako 4 stanovanja na stanovanjsko enoto, oziroma pač kombiniramo, kako bo se odločili posamezni kupci. Nadaljujemo vlaganje v asfaltiranje cestnih odsekov, se pravi tam, kjer je potrebno popraviti. Načrto imamo v vasi Nedelica urediti pločnik v enem delu dejansko v zaselku Gajičem, nekaj manjka hodnika, da bi to potem dokončali, ter asfaltiranje manjših odsekov po občini. Zdaj, kot sem že omenil, vlaganje v opremo v šole, nekako načrtujemo tehniško učilnico, da bi skupaj z šolo opremili oziroma jo sodobno opremili, ker dejansko od nekako 20-30 let nazaj je oprema dejansko ostala notri v teh prostorih. Nadaljevanje vlaganj v vrtec, se pravi, kljub temu, da bomo vlagali v 2 nova oddelka, se bomo še tudi lotili vlaganja v obstoječo stavbo vrtca, daljnoročno pa potem tudi, dolgoročno pa ta dva objekta povezale, tako da bo dejansko potem tudi zagotovljeno boljše varstvo otrok, sodobno opremljene, potem tudi same učilnice oziroma prostori vrtca. Gospod Horvat, mogoče za konec še kakšno sporočilo našim gledalkam in gledalcem oziroma vašim občankam in občanom? Jaz bi tako kot našim občankam in občanom, kot tudi vašim gledalcem želel predvsem mirne božične praznike, srečno ter predvsem zdravo novo leto 2021, saj vemo, da je še epidemija traja. Jaz moram tudi tukaj pohvaliti naše občanke, občane, da kar, bom rekel, se velika večina, bom rekel, skoraj vsi držijo ukrepov, priporočenih ukrepov. Upam, da bo drugo leto bolj na družabnem področju zaživelo, ker smo tudi letos dejansko ti 2 prireditvi, ki smo imeli največji, mogli dejansko odpovedati in upajmo, da bo drugo leto boljše in da bomo drugo leto lažje potem tudi zrli v prihodnost. Tem vašim željam se pridružujemo tudi mi. Hvala za obisk v našem studiu in seveda vse dobro. Hvala za povabilo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.